Lepo pozdravljeni, sem Jure Vavtar, sem letalski tehnik v 153. letalsko-tehnični eskadrili iz letališča Cerklje ob Krki. V tem poklicu sem že, v vojski sem že 10 let, v tehniškem poklicu pa že 8 let. Za sabo imam že nekaj šolanj za 2 tipa letala in za 2 licenci. Vse licence so sestavljene iz različnih stopenj, A, B in naprej. Recimo, trenutno imam B2, to pomeni, da vse, kar je po elektriki na naših vojaških letalih, kar jih ima Slovenska vojska, sem zadolžen jaz za ta dela, za lučke in za te sisteme. Tako, to je na kratko en uvod. Naprej bomo pa še sproti povedali. Hvala lepa, višji vodnik Vavtar. Mogoče bi se jaz samo še 5 minut vzel za malo za ogrevanje. Jaz sem štabni vodnik Peter Cesar. Prihajam iz uprave za obrambo Novo mesto, bom pa govoril brez ozvočenja. Se slišimo? Vidimo? Odlično. Potem ste sposobni za Slovensko vojsko. Vzel bom 5 minut, na koncu bom povedal širčen filmček, boste videli, kaj počne Jure v službi. Jaz se ukvarjam s pridobivanjem kadra. Če boste želeli v službo k nam, v pogodbeno rezervo dobiti štipendije, boste verjetno z mano govorili ali pa z mojo sodelovko, štabno vodnico Bauerjo, tam moje leto. Slovenska vojska je živ organizem. Iščemo mlade take, ki ste vi, večje šole, večje možnosti napredovanja. V tej fazi, ki ste vi, se lahko udeležite na začetku vaše vojaške kariere vojaških taborov, ki trajajo 14 dni in so bohinjski beli. Če se boste šolo dogovorili, da vam pošteje obvezno prakso, vam damo potrdilo. Profesor, je to mogoče? Je, bil sem v bohinjski beli vrhunska vojaška. Vrhunska vojaška, pravno dobro. Tako, ni pa to vse. Tudi punce so zraven, tabor je namenjen vsem, polnoletnim, zdravstveno sposobnim in pa, da ni varnostnega zadržka. Če je to premalo, lahko prijete na prostovoljno služenje vojaškega roka, traja 3 mesece. Mi smo želeli eno daljše obdobje, nismo imeli delovne dobe. Vam delovna doba teče, da vidite približno 2000 evrov žepnine. Po 3 mesecih lahko si rečete suknjo, si rečemo adijo. Več napotitev je leto. Januar, marec, med počitnicam, tako da priješ nazaj na faks in podobno. Ki si malo domoljuba, krasno. Službo lahko dobite na različnih dolžnostih, trenutno pa ponujemo vojaške dolžnosti. Jure je začel kot vojak, jaz sem začel kot vojak, danes smo oba počasnika. S podobnim činom, Jurek je mlad, dušen, bolj izobražen, ali pa bo zelo kratkem, bo lahko kariero preperal bistveno dlje kot je. In tudi bojeniške šole, elektrošole in se s tem rad pohvali. Razen profesorov, ne poznamo vseh, da se zamenjali, jaz sem pa isto. Toliko, štipendija imamo. Res da za srednje šole, bilo katero smer, se boste upisali. Od 2. letnika naprej. Imamo pa tudi štipendije za visoke šole, nimamo pa za višje. To, kar zdaj vi obiskujete. Drži? Če se boste potrudili, pa vaše izobraževanje nadaljevali, potem na enih visokih šol, recimo strojništvo ali tehnika, lahko dobite našo štipendijo. 2. letnik strojna fakulteta, sem da to omenim, je štipendija za področje letalstva. Če to štipendijo dobite, boste poklicni pilot. Če bi znotraj študija se pojavila težava, glede zdravja ali kaj podobnega, boste pa pomagali Jure vzdrževati plovilo. Zračno plovilo Slovenske vojske. Letala helikopter. Imamo pogodbeno rezervo. Ne rabite v Vardo. Imamo pogodbeno rezervo, iščemo ljudi, ki imajo vojaške znanje, ni pa nujno. 3 mesece vipave, potem pa pogodbeno rezervo, nekaj plačilo damo in pa lahko izvajate vojaško službo v miru. Bauerjo, sem kaj ključnega pozabil? Mape. Si vzamejo sami. Po predavanju tla so mape, nekaj informacijskega gradiva in kakšna nagrada, ne vemo še. Prosojnica, ja, je pa tista, ki ste videli na seznaniku, z nekaterimi smo se srečali. Drži? Drži. Pa sem že predolg na tem delovnem mestu, frizura imam pa isto. Tako da, ja. Sem kaj pozabil, smo rekli na seznaniku. Facebook. Aha, Facebook. Imamo spletno stran, imamo Facebook, tam je milijon informacij. Vse, kar sem povedal, tabori, služba, prostovoljno služenje, pa tu imaš e-obrazce, greš gor klikaš. Facebook, postanju jakor, pa spet na tem postanju jakor. Zdaj bi pa jaz končal, mogoče kakšno vprašanje. Koliko cajt moraš potem biti v vojski,
Trenutno, bravo, hvala za vprašanje. Če boš prijel vojaško štipendijo, se pravi, štipendije Ministrstva za obrambo za poklicno delo v Slovenski vojski, trenutno je tako, če boš štipendijo prijemal eno leto, se pravi drugega letnika dalje, boš mogel biti potem v vojski zaposlen vsaj 2 leti. Če prijemaš štipendijo 2 leti, moraš biti potem v vojski zaposlen 4 leta. Bravo. Bravo. En aplauz za kolega. Pa samo še to, se pa pripravlja sprememba, da bomo 1:1, ni pa nujno. Lahko pa podpišeš daljšo pogodbo za poslitvi, jaz vam recimo 10 let, Jure 10 leta, Mirjana je pa tukaj od začetka do konca. Arhiv. Ja, ne arhiv. Oseba, ki je bila se Slovenija takrat, ki je najbolj potrebovala. Jaz sem bil takrat v šoli, ne? Upam, da se razumem. Še kakšno vprašanje? Ok, dajmo ta filmček, že tu sem predal, potem pa besedo prevzeme Jure. Malo lepo od Slovenije, malo letalstva, eno z drugim. Upam, da se bo dobro videl, vse, ne? Zločil, lahko malo. Ok, malo posluha, bo vse pa dobro. Vodnik Jure, vaši so. Hvala lepa. Kar luč nazaj, prosim, tako je. Ta prva je 153. Predzadnja. Posluha promo vojski. Hvala. Hvala, štabni vodnik. Jaz sem bil danes sem bil, oziroma en teden nazaj, pa mesec nagovorjen iz strani predstavnika vaše šole, da vam predstavim sisteme v Pilatusu PC-9M. A vi poznate letalo PC-9M? Štabni vodnik ga pozna. Mogoče ste že bili v Cerkljah ob Krki na letališču? Tudi. No, najbrž pa niste bili v hangarju, kjer jaz delam, v hangarju številka 2, kjer sestavljamo avione na
Prav faktor je do one stopne, ko moraš samo še proizvajalcu motorja ali proizvajalcu šasije poslati neke stvari, da jih overholirajo, to pomeni komplet prenovijo ali pa v bistvu nove zamenjajo za stare in obratno. Naša 153 letalsko-tehnična eskadrilja se ukvarja z vzdrževanjem teh plovil, to pomeni in helikopterjev in letal. Tole je prosojnica od naše eskadrilje, zdaj vseh teh točk ne bom podrobno razlagal, ker je časa bistveno premalo, pa še eno prosojnico imam, pa še slike. Tako da lahko se 2 ure tukaj pogovarjamo. Sami vidite, kaj vse naša eskadrilja počne in pa naš 15. polk vojaškega letalstva v tej vojašnici. Kot vidite, zagotavljamo vse brezhibne avione, letala in pa naše helikopterje, Cougarje, Bele, Pilatuse, Zline, Falcone, to vse slišite iz medija. Nimamo dosti za razlagati. Naše delo mora biti strogo, strokovno, nobenih šravfkov pa matic v žepu pozabljenih ali pa šravfencigarjev noter v trupu letala, helikopterja. Ko si v stvari delaš samo s to stvarjo oziroma temi stvarmi, heca se pa pol na kavici ali pa ob kosilu. Tle nimaš kaj. Sploh na začetku, ko si še čist da pometaš pa brišeš stekla na 9, pa si ves vesel, ker lahko to počneš. Vsi lasje ti po koncu stojijo, jaz na 9 delam, končno sem prišel, da se lahko usedem v njega. Ne? Jaz ga pa v bistvu že lahko kar sam šraufam, brez da bi kdo za mano pogledal, kar je predstopna te licence, ko šraufaš. Jaz bom govoril čist domači jezik, šraufaš oziroma vzdržuješ, upam, da zastopite, da se slišimo. Tole lahko še razlagamo, ampak jaz bom šel kar naprej, da bomo bolj konkretne stvari. Vprašanje prosim pa na koncu, vse me boste lahko vprašali, samo da jaz to naprej povem. Tle vidite celo našo floto, je malo popravljena gor pa dol, približno toliko imamo vsega tega. Največkrat zastavljeno vprašanje, ko se ti predstaviš, da si letalski tehnik, je, koliko pa imamo mi pilotusov, koliko pa imamo mi helikopterjev, pa koliko to leti. Evo, tle imate gor napisan vse. Plovnost je pa pač tisti termin, ki se govori, koliko je letal trenutno ready na stand-byju za vzlet, ali helikopterjev, ali pa koliko jih je v servisnem hangarju. Zdaj pa gremo na te Pilatus PC-9M. Na PC-9M je bazno pa linijsko vzdrževanje. To pomeni, linijsko vzdrževanje je tista stopna, po domač povedan, zamenjaš žarnico, obrišeš stekla, gume pogledaš, ogrodje pogledaš, tiste akumulator je priključen, tist na hiter površen pregled pred vzletom. Druga stopna, to pomeni bazno vzdrževanje, je pa tisto, ko rečejo, zdaj pa tale 9 gre na podlagi zahtevka na vzdrževanje in pride v naš hangar, tam noter smo strojniki pa električarji. Ste že prej slišali, kaj je štabni vodnik povedal, pa nas rabimo električarje pa strojnike. Žal pač taka stroka ali pa na veselje. In tam mi naredimo vse, 150-urne preglede, 300-urne, to je že letni pregled, potem te HSI, Hot Section Inspection, letni pregled avionike, tle noter sem jaz, vse v navigacijo, komunikacijo, sisteme, ki spuščajo, ki prožijo, tele naša mitraljeze, 50 kaliberske. Konstrukcija je spet drug oddelek za te stvari, pa motor je pa tudi naša stvar, ampak samo do določene stopne, ker vse, kar je več, kar sem prej povedal, gre proizvajalcu, 3. stopna. Tukaj vidite eno izmed odprtih komor, izgorevalnih komor našega letala PC-9M. Tukaj natančno se merijo odmiki ležaja na tem stopenskem, kompresorskem delu
Bom naprej dal še eno boljšo sliko. Tole je naš motor od PC9M. Vse skupaj je na 4 nosilcih, ki imam tudi tukaj sabo. 4 take nosilci držijo 205 kg. 205 kg je težek tale motor. Tale motor ima 3000 konjskih moči, zreduciranih na 950 shaft horsepower. To pomeni, da na osi je 950 konjev. 950 konjev je iz 39,000 obratov na minuto v kompresorski stopnji preko gearboxa oziroma menjalnika, pretvorjenih na 30,000 obratov na minuto. Propeler, tukaj spredaj je propeler postavljen, se pa vrti z 2000 obrati. To pomeni to razmerje 30,000, 2000, vmes je pa menjalnik. Sem tako za popestritev ali pa mogoče. Najbrž niste vedeli, da se naš propeler pred 9 vrti stalno istimi obrati. Tudi če daš ti na štand gas ali pa na full max, je na 2040 obratih. Važen je samo kot kraka, koliko zajema zrak ali ga pa ne. Striže ali ne striže. Glejte, tole je pa s dvigalom dvigen trup od kril. Trup. Trup, temu rečemo monokok, en tak izraz, da je pač cel trup v enem delu, seveda sestavljen iz rebrc, ki so v tem letalu, in pa krilo. Tukaj v krilu noter je 540 litrov kerozina, levo in desno. In teh 540 litrov kerozina drži za 3 ure letenja. 3 ure je lahko v zraku. Če pa damo mi pod krila še pod krilne rezervoarje na vsaki stran 150 litrov kerozina, je pa lahko 5 ur. 5 ur je lahko v zraku. Ne rabi dol prideti. Pač 5 ur. To je zdaj vprašanje za tole prosojnico, pa gremo dalje. Bom naprej razlagal. Tisto, ja. Tale slika je z namenom Gordiana, zato ker vsi iz teh filmov mislijo, mi bi mogli F-a nabaviti, to je F-16, ga poznate, in naš PC9M. A vam nekaj povem, na vse, kar je na temle našem, bom rekel, F-16, lahko daš tudi na tega. Vse, točno vse. Od tistih Stingerjev, od Sidewinderjev, od bomb 500-250 kilskih, rezervoarjev, orodja, potem imaš laserje, potem imaš male bombice, velike bombice, vse boste videli naprej. Samo, veste, kaj je razlika, poglavitna? Ja, res je, tale ima hitrost malo več kot tale. Tale ima 0,65 maha oziroma dobrih 600 km na uro lahko gre. Ampak, da povem eno tako iskreno povedano, piloti se tudi pogovarjajo z nami, pa pravijo, Jure, tole je kanta proti temule, ker je neokreten. Tale že 3-krat obrne, ko tale mora tisti plamen za sabo vžigalnik tako matrice, da se obrne. Razumete, kaj počne reči? Tale je čebelica proti enemu velikemu kolibriju, ki mora obračati. Ne verjamete ali se pa smejete, ampak jaz vam to, jaz jih šlaufam in pa s piloti se pogovarjamo in to je to. Če hočete, verjemite, če ne pa. Tako, ja, tako. Glejte, tule so glavne, saj vem, da imate polno vprašanj in pomislekov, bomo na koncu. Tule so glavne lastnosti našega Pilatusa, proizvajalci Pilatus iz Švice, gor je motor, to je oznaka, vam nič ne pomeni. To sem že prej povedal, 950 konjev, dolg je 10 metrov, širok je 10 metrov, pa 20. Speed, vse je v knotih, to pomeni skoraj krat 2, nekaj čez 600 km na uro. To je neka potovalna hitrost, večkrat manjša, ampak pogledajte, 25,000 feetov, to pomeni, da je na 8 oziroma 9 kilometrih lahko gre kar enih, se vidite, 500 na uro.
Clean, to pomeni, da nima nič na sebi, da je tako kot tole, da ima samo ključavnico na sebi za orožje. Cruise speed, da je oborožen, je pa pač majčkeno manjša, ker mora tudi več nositi, pa zračni upor je drugačen. Silhueta letala proti zraku se spremeni, če karkoli gor nalagaš. Tle gor vidite, mogoče ali pa ne vidite, tle gor je 10 anten na tem avionu. To pomeni, da ima komunikacija 1, komunikacija 2, navigacija 1, navigacija 2, ADF, transponder, potem radar altimeter. Vsaka stvar ima svojo anteno, pa vse je podvojen. Tako da tudi če ena za J, cak preklopiš in že druga dela svojo funkcijo. Gremo naprej, da ne bomo predolg. Ko gre lahko visok 11.580 metrov ali pa preko 12 kilometrov. Zakaj? Vi sami veste, da na 3, 4, 5 kilometrih višine rabiš že kisik. On ima pa v sebi avion kisikov koncentrator, če tako rečem, in piloti lahko brez težav te višine dosegajo, ker imajo svojo, dobavo kisika. Geji, vidite geje, -3,5 pa 7,0, tam ne one geje, pustite tiste geje. Prej sem rekel, da je lahko 3 ure ali 5 ur v zraku, vidite. To pomeni, da lahko doseže 1000 navtičnih milj, to je recimo 1600 km daleč prideš. To veste, da je kar neka daljina, ne. Potem 5 ur, to sem že vse povedal. Težak je 3 tone 200, če ima res vse na sebi. MTOW pomeni maximal take off weight, da se lahko še odlep od tal. 520 litrov tega kerozina. Zdaj pa sistemi, ne. Sistemi so tle noter električni, mehansko, povezani elektromehanski, hidravlični, pa oziroma pnevmatika za te pitostatične sisteme. Tule je zadnji del, zadnje kabine, noter so preko 2 televizorčka, jaz temu rečem, gor ima vse, umetni horizont, vse tiste navigacijske ovor, lokacije, GPS se mu gor prikaže. On ima vse, da lahko v temi oziroma Visual Flight Rules ali pa Instrument Flight Rules, ne vem, koliko poznate te kratice. Visual pomeni, da če vidiš, letiš po, ne vem, ob avtocesti, po gorah, po nekih točkah na zemlji. Instrument Flight Rules pa pomeni, da gledaš samo armaturko, bom potem eno drugo sliko dal, in letiš. To pomeni na učenju mladih pilotov, na helikopterjih, vem, da to naredijo, na letalih, pa mislim, da nisem še videl. Celo kabino oblečejo v ene zavese in ti ne vidiš ven nič. Samo po inštrumentih se ravnaš. Samo inštrumente moraš znati brati in letiš, prestajaš, manevre delaš, vse. Tudi tema pa night vision, vse te stvari ima pilot pred sabo. Tole so en primer vadbenih bombic, od spodaj v filmčku ste že videli nekaj tega, ko je pripenjal gor. Bombice so različne, vidite, 250 kilske, pol manjše, praktične bombice. Potem mitraljezi. Mitraljez je na vsaki strani eden, vsak ima po 250 komadov streliva, ena škatla, druga škatla. In to je to. Rakete ima air to air ali pa air to ground. To pomeni, da strelja naslednji avion ali pa cilje na tleh. Tale naš mitraljez je še enkrat, rakete, vidite, imate Sidewinder, pa ne vem, koliko kaj špilate te letalske igrice? Poznate kaj te simulatorje in te stvari? MiG-29, Fulcrum, pa te
ostale, jaz sem že staro povedal. No, pa ste kar malo za k nam prideti preko uprave, pa bo. Glejte, Chaff and Flare. Jaz sem šel glih včeraj do naših orožarjev. Orožarji so tisti del tehnikov, ki so usposobljeni bolj po orožju in pa po obrambi in po sedežih letala. Chaff and Flare. Flare najbrž veste, da so te toplotne vabe. To pomeni, da vsak cilj, ki ga ima ali naš avion ali pa kakršenkoli, se lahko navigira glede na toploto ali pa na obliko ali kakorkoli. Glejte, in izpuh tega našega Pilatusa PC-9M je spredaj tukaj gor pred propelerjem in ga razpihuje. Zdaj, da smo se mi lahko šli neke dogfighte, to pomeni en letal, drug letal in se streljata, lovita, zakleneta na diamantek, če ste v filmu videli, ko začne pip, 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 in pol tem raketa naredi, kar naredi. Če hočeš to narediti, moraš ti na našega Pilatusa zaradi tega montirati eno močno luč, navadno luč, rekel halogenko, in on v tisto toploto cilja naše Pilatuse. Z F-16 so to igrajo gor. Zmeri pridejo nad naše letališče v Brnc iz teh NATO baz ali iz Madžarske ali iz Italije. Tako da, ne vem, tisti, ki ste iz Brežic ali pa iz Cerkelj, to večkrat mogoče slišite. Je kaj še iz tistih koncev? Ali pa tam, ja. Tako. V glavnem, Chaff je pa, so pa aluminijasti lističi, to pa je bolj za radarje. Oni vržejo ven aluminijaste lističe in radar oddaja svoje električne žarke in se odbijajo in radar pol ne ve, ali je to avion ali je neka iznakažena slika, ker ti... Kako? Kam pol te aluminijasti listič pade? Pade kamor pade, ampak to je... Dobro, no, vse to najbrž ni vsak dan, ne. Pazi, to je obramba letala. To narediš takrat, ko ti gre res za ritjo in da boš mogel rešiti se. Takrat no še zmišljal o neki zeleni pa ekologiji pa ne vem čem. Če si to razmišljal. Če gremo naprej, lejte, tule bom sam na hitro pokazal, kaj lahko na ta avion postaviš. Vidite, na vsako krilo lahko postaviš po 3 stvari. Vsako krilo ima 3 ključavnice. Šteje se pa iz leve proti desni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glejte, tle gor, tole recimo je nosilec za rakete, tole je tale naš 50 kaliberski mitraljez, tole so pa one male bombice, s katerimi vatijo. Konfiguracije vidite lahko mitraljez in rakete gor ima, ali pa samo bombice, ali pa samo podkrilne rezervarje. To je direkt slika iz obešenih stvari na krilu. To je tale naš 14, oziroma, koliko je že, pozabil. Tukaj ven pridejo ven rakete, tukaj imaš pa namaščen tale naš podkrilni rezervar za 155 litri kerozina. To pa je pokrit laser. On z laserjem določa, kje je cilj, koliko daleč je do cilja, vse ima računalnik in zračuna, kdaj lahko spusti tisto bombo ali pa raketo na letalo oziroma na tla. Landing gear system. Pristajalno podvozje. Glejte, 2 sistema sta, vse je podvojeno. Main system je ta, da je v hidravličnem sistemu noter 3000 PSI, to je okoli 200 barov hidravličnega olja, ne, in črpalka in ostale stvari. In se tale naša kolesa spredaj, ena nosna noga in pa main landing gear raztegnejo, retracted. Če pa to zataji, recimo, da mimo leti pa stol pove, ti bi rad pristal, pa nimaš dol koles. Ok, v redu. Potegne eno ročico in se
dušikova flaša spusti v ta sistem, to pomeni, da se zmeša dušik pa olje in naredi ta pritisk, da se kolesa spustijo. To lahko naredi samo enkrat. Prstane in potem mora iti avion na servis, da ga liftajo, če tako rečem, prezračijo, spet napolnijo posodo za emergency sistem in pa olje. Spucati morajo cel sistem, tako bi rekel doma, radiatorje prezračati. No. Enostavno povedano. Uporablja se dušik. Zdaj pa, če gremo na električno moč, oziroma napajanje tega aviona. Na tem avionu je kar nekaj napetosti, ki laufajo vse te sisteme. Ta glavna je baterija. Baterija je tukaj locirana zadaj desno, je narejena iz celic. To pomeni, da ni isto, kot je naš avtomobilski akumulator, ampak se vsako celico lahko zamenja. Ta druga stvar je starter generator. Starter generator, ali drugače rečeno, v avtu imaš alternator pa starter. To je pa vse v eni stvari. In ta starter, ko se vžiga motor, je vžgan, pač turbina se začne vrteti. Preko pritiska te turbine se začne vrteti tudi del, ko rotor obrača. Kaj lahko z tega sklepamo? Da propeler pa motor nista na isti osi, oziroma sta, ampak je vmes prekinjen. Ti lahko vžgeš devetko, kompresor začne delati in ti držiš propeler. Ko bo enkrat naredil tukaj in tukaj pritiska, bo tudi drugo moč, da je obrača. Ta druge stvari, inverterji, to pa pomeni, da neki sistemi uporabljajo 26 voltov izmenične 400 Hz in pa 115 voltov izmenične 400 Hz. Tista halogenka, ki sem rekel, da ga neki F16 lovi, je gnana na 115 voltov 400 Hz. Gremo naprej. Dajte, to je ta naša baterija. To je odprta baterija, tukaj gor paše še pokrov. Vsako celico lahko zamenjaš. Tole ste prebrali. Ko ti štartaš avion, ali da tale baterija 1200 amperov nekje, ali pa da tisti prevozni dizel agregat, ki daje to moč, da lahko avion starta. 1200 amperov. Najbrž je tu kar dosti, če pogledamo avto, porabi tam okrog 200 amperov pri vžigu, kakšen traktor tudi kakšnih 100 amperov več, ta možen 200 amperov, tu se vsi čudijo. Kak je lahko kabel za vžig tega motorja, oziroma štartarja. Bom pokazal slike. To je zdaj konc te prosojnice. Ja, se bom nekaj. A veste, kaj je tole? To je zračna zavora letala. On tole spusti dol, ob trupu dol in s tem pluži. Hitreje se ustavlja s pomočjo, pluženja zraka. Eno oviro si da spodaj lažje ustavlja. Ni vse na bremzah, v zraku pa sploh ne uporabljaš bremz. Daj naslednjo sliko, če lahko. To je spredaj tega našega letala. Vidite, da ima 4 krake. Tile kraki so ogrevani, vidite tole gumo proti zaledenitvi krakov. To pomeni, da pač v teh razmerah pri teh 2000 obratih pride tudi do zaledenitve. Recimo zgoraj na testnem letu je zadnjič povedal en pilot, da je bilo -42 stopinj Celzija. Koliko je šel? Na 9 km visok je šel. -42 stopinj Celzija. Pa veste, da ves ta avion mora vse to preživeti in delovati. Ta avion ima 2 senzorje za temperaturo. Eden je povezan z air data computerom, ta drugi pa takoj za parametri motorja.
In ta dva senzorja gresta lahko do -60 ali pa do +70 stopinj Celzija. Tako da ni problemov za temperaturo. To je spet ta laser rangefinder in pa namestitev za bombice, kar naprej. To je naš starter generator, kar naprej. To je tista sprednja slika, ki sem vam prej rekel, dva televizorčka, potem tole je airspeed, tole je ADF, Attitude Direction Finder, umetni horizont, altimeter, vertical speed indikator, komunikacija 1, komunikacija 2, navigacija 1, 2, ADF transponder. Tole je emergency jettison, če to tipko stisne, bo vse, kar je na 6 ključavnicah, spustil od sebe. Če mu gre za ritjo nekdo, pa pač mora nekam nahitariti, kaj bo naredil? Tlele je power control lever, bo dal na max boost, to pomeni, da bo oslepil vso kontrolo letala in bo dal vseh tistih 900 konjev od sebe, kar je možno. Tole tipko bo pritisnil in bo s tem lažji in hitrejši postal. Kar naprej. To je še zadnja kabina. Naprej. Tole je pogled iz sprednje kabine na havbo, bi rekel človek. Tole je spet pristajalno podvozje, baterija, naprej. To smo že, še imam, kar bi. Tole je, tukaj noter je 10 senzorjev za temperaturo motorja v turbini, no. In preko tega, preko 800 stopinj Celzija ne sme iti noben pilot, ko vžiga Pilatus PC9M. Ko gre preko 800, šteje 5 sekund in če se stvar še narašča kje do 1000 stopinj, to pomeni, da samo še zapira vso gorivo in pusti štarter, da prepihava, da se stvar, bo rekel, zrači in že beži ven, ker se bo stvar stopila. Pri 1000 pa naprej stopinjah se že topi konstrukcija motorja. Naprej. To je direkt noter v lopatice izgorevalne komore. Naprej. Še naprej. To je pa sedež. En me je prej vprašal, kako prebije pri strelitvi pilot tale našo canopy. Glejte, tale dva noža prebijata to steklo. Pa še nekaj, ta canopy, tudi pomeni tale steklena oziroma plastična pokrov kabine, preživi polkilskega ptiča pri 500 km/h. Polkilska stvar se lahko zaleti, mogoče ali pa ne smešno, poglejte, pol kile pri 500 km/h. Razmišljaj, v avtu, če se peleš 50, pa ti pade en kamenček, pa je vse konc. Tole pa so senzori teh naše turbine, temperaturo motorja. Kar naprej. Tukaj je pa še od bliže, kje je baterija locirana za naše napajanje. Daj nazaj. To je emergency locator transmitter. To je tista stvar, če ste gledali film Behind Enemy Lines. Ko sta dva dolpada, pa sta jih Čečeni ali Srbi iskali s tistimi bovi in mitraljezi. On na koncu filma je iskal kaj? Ono rdečo lučko je hotel, da se vžge, veste, tam sred tistega jezera ali snega, ki so jih pol še obstreljevali. On je iskal eno takole stvar, da bi jo aktiviral, da bi v tistem njihovem centru začela lučka utripati. In to je ta stvar. Ko stvar pade na tla, naše letalo, se zaradi tega sprememba geja oziroma pritiska, ali kakorkoli bi človek rekel, aktivira in oddaja na 2 frekvencah viu. Prav dejansko sireno se sliši, ko poslušaš te 2 frekvenci. Noter ima baterijo in ta sistem. Noter ima tudi priključek za mikrofon. To pomeni, da po tej frekvenci, ki je aktivirana, lahko pove, kar pač pove, slišal pa ne bo.
lahko pove, ne vem, sem v težavah, dajte čim prej. Pa še nekaj, tale stvar ima 1 uro pa pol baterije, potem pa stvar mrkne. In v prvi 1 uri in pol je tista efektiva, da se začne iskati oziroma reševati stvari. Imaš potem še druge, kako bi rekel, pripomočke za iskanje. S fikcijo smo končali, ne? Zdaj me pa vprašajte, kolikor je še časa, ne? ADSB? To imajo helikopterji. Ne. No, tle ga vidite na jackih, to pomeni na teh dvigalkah. Tukaj je voziček za hidravliko. S tem vozičkom mi potem preizkušamo na hidravliki delovanje pristajalnega podvozja. Še kakšno vprašanje, vam je bilo sploh tole kaj zanimiv? Jaz vam predlagam še eno drugo stvar. Če vam bodo v šoli ali pa daj, da vas bojo hoteli peljati na letališče, kjer bomo mi in ostale enote, ki to upravljajo, oziroma letijo z njimi, pejte si to pogledati, ker bom rekel drugače. Vsak, ki pa pride na dan odprtih vrat, to je okrog maja ali pa junija, ko ima dan letalstva oziroma dan Slovenske vojske. Vsak je, rekel, navdušen, vsi sprašujejo vse te začetne ali pa informacije, ki niso glih dostopne iz prve roke. Pustite tisto, kaj po televiziji slišite, glih prej me je nekdo sprašoval, kako je bilo s tistim na Primorskem. Jaz vam lahko iz prve roke povem, tisti Pilatus, ki je takrat pristal, pa so rekli, da je ne vem kakšna nesreča bila in ne vem kakšna poškodba ali karkoli ste že slišali. A veste, kaj so na koncu smo naredili mi? 2 pneumatike smo zamenjali in to je to. Čist rutinska stvar. Tako da zdaj bom malo okrcal, ta medijski prostor včasih zelo prenapihne stvari. Jaz sem enkrat domov prišel, pa oče na v dnevni sedi na kavču pa prav, ti Jure, ko so res tam 150 odprli, pa so rekli, da ni več letenja za slovensko vojaško letalstvo. Kva pa govoriš? Nič ni, danes so poleteli. Oni so imeli pač neke, kako bi rekel, vaje oziroma neke popravila na tem steklu od tega stolpa in, bom rekel, rekla, kazala, telefonček, ti rečeš žoga, na koncu je pa nebotičnik 10 nadstropij. Razumete? To je to. Hvala lepa.